epidemija se očitno v Sloveniji po podatkih dostopnih, kar tudi vi, predstavniki vlade, spoštovani, govorite, se oža. Ključni vzrok temu pa je, in to rezultira, ker je takšno disciplinirano in samozaščitno obnašanje državljank in državljanov Slovenije. In te državljanke in državljani Slovenije vlado jemljejo resno. In ukrepe, ki jih je ona predlagala, da jih je treba spoštovati za omejitev te epidemije, jemljejo resno. Torej se socialno in fizično distancirajo in nosijo maske. Moram pa to dodati, kar pa ne velja za vlado in njene posamezne ministre, gospoda Hojsa, gospoda Tonina, gospoda Gantarja, kar smo gospoda Gantarja včeraj tudi opozorili na odborih, ki sta včeraj tekla na to temo, ki se v posmeh ljudem, ki spoštujejo ukrepe, ki jih ta vlada sprejema in očitno sebe ne jemlje resno, preprosto družijo brez zaščitne opreme in to javno. Navaden državljan je zaradi takšnih prekrškov sankcioniran. Gospod Hojs, vas sprašujem, kot notranjega ministra, vas je policija, ker je jasen dokaz, da ste kršili ukrepe, ki ste jih na vladi sprejeli, vas je sankcionirala? Samo vprašam. A je policija posredovala prijavo zdravstveni inšpekciji zoper vas, zoper Tonina, zoper predsednika države, vrhovnega poveljnika obrambnih sil, Pahorja? In kar se tiče gibanja, ko je bilo 28. in 29.3. govorjeno in po televiziji opozarjano, da neodgovorni turisti trumoma, še posebej iz Ljubljane, ki je močno okužena, drejo proti obali, proti Kranjski Gori, proti Bledu, Bohinju in ogrožajo tamkajšnje prebivalce. Najprej bi vam rad rekel tole. Kar se tiče podatkov o prometu, kolegica Sukičeva je dala pač uradne stvari, vendar številke, ki ste jih vi povedali, bi vam rad sam tole rekel. Mogoče razmislite še, če pa nimam prav, pa tudi razumem. Ljudje se vozijo tudi v službo. Gasilci, trgovci, zdravstveni delavci, delavci domovih za ostarele. Mnogo je tistih, ki grejo po izjemah, ki so v interventnem zakonu, ki dovoljujejo gibanje med občinami. Ampak neodgovornih turistov v Portorožu, moram reči, da tisti dan, ko je objavilo POP TV to informacijo, me je obvestil par, ki živi v Portorožu in se redno sprehaja po obali te piranske občine, je rekel, preprosto turistov ni bilo. Odkot so ti podatki? In na podlagi takšnih podatkov, dezinformacij in potvarjanja podatkov se potem upravičujejo ukrepi, ki nimajo podpore niti zdravstvene stroke. V takšno oblast pa, oprostite, mi kot zakonodajni in nadzorni organ moramo posumiti in postaviti kako vprašanje oziroma jih postaviti meje. V tem primeru smo se za pomoč odločili, pravno pomoč, z predlogom ustavne presoje na Ustavno sodišče. Ker rad bi vam tole rekel, epidemija je prisotna, ampak večinsko je danes, kot smo včeraj ugotavljali strani mnogih strokovnjakov in tudi minister Gantar je to potrdil, je vse bolj osredotočena na domove za ostarele. In tu je treba nuditi pomoč. Našim starejšim sodržavljanom, ki bivajo v teh domovih, je treba zagotoviti dovolj zaščitne opreme in treba jim je zagotoviti enakopraven dostop do bolnišnic, če so v takem zdravstvenem stanju. Ampak to se ne dela skozi prepire na podlagi anonimnih pisem z direktorjem doma za ostarele v Ljutomeru ali pa z konfliktom, ki je danes v medijih prenešen strani ministra Gantarja, seveda govorim, z splošno bolnišnico v Ptuju. Na tak način se v kriznih časih ne ukrepa. Naprej, rad bi še tole rekel. Epidemija, ki smo jo zdajle prisotni in ki smo jo državljanke in državljani Republike Slovenije očitno uspeli
zajeziti ob veliki pomoči ljudi zaposlenih v zdravstvu, domovih za ostarele, policistih, gasilcih, civilno zaščito, je zdravstveni problem, ki se ga ne more reševati z represivnimi organi, ukrepi, predvsem pa z omejevanjem osnovnih človekovih pravic. Glejte, ko se tako izpostavlja uporaba in funkcija vojske, ki jo državljanke in državljani, tako finančno kot infrastrukturo, ki jih zagotavljamo, financiramo redno. Uporabimo jo. Naj Slovenska vojska pomaga dezinficirati domove za ostarele. Naj pomaga prevažati hrano tistim starejšim občanom, ki jim je nudena drugače v normalnih razmerah pomoč na domu. Naj prazne prostore iz Celja, mestne občine Celje, ogromna kasarna prazna. Imamo pa ogromno brezdomcev, ki si nimajo kje stuširati, kje jesti, kje spati. Uporabimo v teh kriznih časih to našo infrastrukturo državno za te namene, za krepitev te zdravstvene varnosti. Uporabimo jo, veste za koga? Za delavce, gradbene delavce, ki po šihtu grejo spat v skupne prostore, nečloveško, po 10 skupaj. Drugi dan se pa na šihtu družijo z ostalimi prebivalci in potencialno, ker so bili socialno preveč in fizično preveč skupaj, širijo bolezen. Pomagajmo tlele. Zakaj tega ne naredimo? A je tu tukaj inteligence dodatne potrebne? Oziroma uporabimo vojsko, da pomaga gasilcem dovažati vodo. Voda je osnovni higienski moment, da se zdaj lahko v teh časih higiensko zaščitimo v romska naselja, ki jim še vedno, kljub temu, da je že nekaj časa v veljavi 70.a člen, ki ti zagotavlja pravico do pitne vode ustavno, Romi v Sloveniji še vedno nimajo v ogromno prebivališčih zagotovljene pitne vode. Spoštovani gospod minister Hojs, pomagajte, dajte ta predlog na seji vlade, saj se redno dobivate.